V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Dragi sobratje pokojnega Franca Cerarja, spoštovani pater provincial Družbe Jezusove v Sloveniji, sobratje duhovniki, redovniki, diakoni, bogoslovci, sestre redovnice, dragi svojci pokojnega patra Franceta, sorodniki in prijatelji, sestre in bratje v Kristusu. Cerkev v Sloveniji se skupaj z Družbo Jezusovo poslavlja od spoštovanega sobrata, duhovnika, redovnika Družbe Jezusove, znamenitega misionarja in učitelja duhovnega življenja, patra Franca Cerarja, ki se je v 93. letu svojega življenja in 58. letu svoje duhovniške in redovniške službe poslovil od nas. Skupaj s sobrati Družbe Jezusove se od pokojnega patra v globoki hvaležnosti in spoštovanju poslavlja mariborska nadškofija in še na poseben način mesto Maribor, katerem je pokojni pater preživel vsa leta svojega duhovniškega in redovniškega življenja in delovanja. Naše slovo se uresničuje v globoki povezanosti z Jezusom Kristusom, ki nas pri tej sveti maši povezuje velikonočno skrivnost svojega trpljenja, smrti in vstajanja. Mi to skrivnostno dogajanje doživljamo še v veri, pokojni pater France pa že v gledanju. Vsi pa ljubezni do Jezusa Kristusa, ki je pokojnemu že in bo nam tudi nekoč vstajenje in večno življenje. Zato odprimo naša srca Božji milosti, da bo ta daritev svete maše Bogu v čast, pokojnemu patru zveličanje in vsem nam duhovno rast in posvečenje. Če smo kaj dobrega opustili ali morda celo kaj slabega storili, priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, mogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Usmileni Bog, ranega brata si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom, po poti popolni ljubezni do tebe in bližnjega. Spremi ga v svoje kraljestvo, naj se družbi svojih redovnih bratov veseli večne blaženosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekoma. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom nedoumljivo Kristusovo bogatstvo, da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se zdaj po cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstna Božja modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi. Gospod je moj pastir, nič me ne manjka. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih potih, zaradi svojega imena. Gospod je pastir, nič me ne manjka. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega
njimi so priča mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kilich je zvrhan. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja. In Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Ko je prišel Jezus v Betanijo, je bil Lazar že 4 dni v grobu, bila pa je Betanija blizu Jeruzalema, oddaljena kakih 15 tečajev. Mnogo Judov je bilo prišlo k Marti in Mariji, da bi utolažili zaradi njunega brata. Ko je torej Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti, Marija pa je sedela doma. Marta je rekla Jezusu: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne bi umrl. A tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, karkoli ga poprosiš. Jezus ji reče: tvoj brat bo vstal. Marta mu odgovori: vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan. Jezus ji reče: jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel, tudi če umrje. In kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to? Da Gospod mu reče: jaz verujem, da si ti Kristus, Božji sin, ki mora priti na svet. To je Kristusov evangelij.
Sobrate duhovniki in redovniki, sestre in bratje v Kristusu. Ko smo zbrani pri sveti maši in molimo za blaženi pokoj pokojnega patra Cerarja, smo verilo poslušali apostola Pavla, ki pismo Efežanom razmišlja o svojem apostolskem poslanstvu, ko pravi: Meni najmanjšemu izmed vseh svetih je bila dana milost, da vsemu znanim nedoumljivo bogatstvo Kristusovo, ki je bilo od veku skrito v Bogu, zdaj pa se je razodelo po Jezusu Kristusu, ki po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako bili ukorenjeni v ljubezni in mogli spoznati, kakšna je širokost in dolgost in višočina in globočina in vse spoznanje presegajočo ljubezen Kristusovo. Te besede, to duhovno izkustvo apostola Pavla lahko mirno naobrnemo na življenje in delo pokojnega patra Franca Cerarja. Saj je bilo njegovo življenje in delo eno samo pričevanje, oznanjevanje, še več, izžarevanje, vse spoznanje presagajoče ljubezni Božje, ki se mu je razodela v Jezusu Kristusu, ki ga je poklical v družbo Jezusovo in ga potem skrivnostno vodil po poteh njegovega življenja in pastoralnega delovanja, vedno v zvestobi redovni karizmi in ljudem, katerim ga je Bog pošiljal. Vsi, ki smo ga poznali in so bili vsaj nekaj časa v njegovi bližini, smo v njem čutili vetje Svetega Duha, ki se je odražal v njegovem ustvarjalnem nemiru, nenehnem snovanju in zveličavni napetosti med že in še ne Božje odrešitvene zgodovine. Mariborska nadškofija in škofijsko mesto Maribor sta mu posebej hvaležna za vse, kar je skupaj s sobrati, zlasti skupaj s patrom Laurom storil za evangelizacijo mesta ob Dravi, ko je z njemu lastno apostolsko vnemo in gorečnostjo zidal in sadil Božje kraljestvo in pomagal pri ustanavljanju župnij v Brezju, na Pobrežju, na Teznem, v Radvanju in še posebej kot kaplan v Brezju in župnik pri Sveti Magdaleni in predstojnik v rezidenci družbe Jezusove na Ljubljanski 13. Imel sem to srečo, da sem od blizu spremljal in bil deležen sadov njegovega bogatega in vsestranskega apostolskega delovanja. Že takoj na začetku, kmalu po njegovi novi maši, ko je leta 1958 vodil misijon v moji rojstni župniji v Vojniku. To so bili povojni časi, ko so bili ljudje obloženi z mnogimi ranami medvojnega in povojnega časa. Pater Cerar je kot jezuit in tudi kot partizan malo drugače dodobra poznal to situacijo in svojo pojavo, svojo gorečnostjo in z gnevitimi misijonskimi govori vlival tolažbo, upanje in mir v razbolela srca. Tudi name napravil močan vtis, ki me je spremljal v letih mojega zorenja, ko še slutil nisem, da se bova znova srečala v Mariboru, ko sem leta 1976 postal župnik v župniji Device Marije v Brezju, ki so jo ustanovili in pastoralno uredili očetje jezuiti in pozneje kot stolni župnik, ko sta bila 28 let prijatelja, soseda in dobra pastoralna sodelavca, čeprav vsak na svojem bregu Drave. Posebej bogato so bila naša duhovniška srečanja, zlasti rekolekcije in različna druga duhovna in pastoralna srečanja, ki jih je vedno bogatila teološka globina, življenjska bližina in pastoralna modrost patra Cerarja. Ni bil le zgleden dušni pastir, ampak tudi neutruden misionar in voditelj duhovnih vaj za različne stanove in pastoralne potrebe. Zelo smo mu hvaležni, da nam je veliko svojega duhovnega bogatstva zapustil v tiskani besedi. Še posebej dragocen je priročnik Beseda da besedo, kateri razlaga bogoslužna berila in evangelije za 7 dni v cerkvenem letu. Pa tudi zbirka homilij Evangelij na prepihu je dobrodošel pripomoček pri oznanjevanju. S svojo globoki veri prekaljeno in z bogato življenjsko izkušnjo obogateno, včasih tudi kritično besedo, se je rad odzival na pereče pojave v družbi in v cerkvi.
posebej v zvezi s pokoncilsko pastoralno in liturgično prenovo, ki se je iskreno veselil, pa tudi na možna stranpota je rad opozoril, tako na ravni krajevne, kot tudi na ravni vesoljne cerkve. Leto vere, ki ga je papež Benedikt XVI razglasil o 50. obletnici začetka drugega vatikanskega koncila, ga je tako navdušilo, da je pripravil posebno molitveno uro, ki je šla v lični knjižnici in je nekaj posebnega. To je kratka zgodovina odrešenja slovenskega naroda, ko v molitvi srečamo sveta brata Cirila Metoda, sveto Emo, blaženega škofa Slomška, Friderika Barago, nadškofa Volka, vse naše misionarje in druge glasnike evangelija nekoč in danes. Dragoceni so njegovi pogledi na pota nove evangelizacije, ki je živel in uresničeval, ko o tem še nihče ni govoril. Če se nova evangelizacija obrača najprej na glasnike evangelija in jih spodbuja k novi apostolski gorečnosti in iskanju primernih poti, ki bi človeku približale vrednote evangelija, potem je bil pater Cerar pionir nove evangelizacije v cerkvi v naši domovini. Tako z izvirnostjo svojega oznanila, svojo apostolsko gorečnostjo in še posebej kot prvi duhovnik s kitaro v roki, glasnik Božjega veselja in upanja. Pozneje je dobil mnogo posnemovalcev, ki so razvijali in bogatili to vrstno obliko evangelizacije. To treba je bilo začeti. Na začetku je bil pater Cerar. So bratje duhovniki, redovniki in redovnice, sestre in bratje v Kristusu. Čisto kratko smo listali po bogato popisani knjigi življenja pokojnega patra Cerarja. Ko hvalimo Gospoda za izredno bogate duhovne darove, ki nam jih je Gospod naklonil v življenju in delu pokojnega patra, in molimo za njegov blaženi pokoj, ne moremo obhajati te zahvalne daritve, da bi zaupno prosili Gospoda za nove duhovne poklice, ki jih tako zelo potrebujemo v naši domovini in še posebej mariborski metropoliji. Hvala vsem, ki molite in delate za duhovne poklice. Tudi pater Cerar moli z nami, saj smo prepričani, da je za vsa svoja dobra dela, ki jih je storil, na pragu večnosti zaslišal tolažilne besede Jezusa Kristusa, večnega sodnika. Pridi dobri in zvesti služabnik. Pater Franc, bil si zvest v moji družbi. Pojdi in spočij se v veselju svojega Gospoda. To je naša želja, to je naša prošnja, to je naša molitev. Amen. Bratje in sestre, prosimo vdano za zveličenje živih in rajnih, Boga Očeta Samogočnega, ki je svojega Sina obudil od mrtvih. Prosimo za rajnega patra Cerarja, ki je nekoč pri svetem krstu prejel začetek večnega življenja, podeli mu večno prebivališče med svetniki. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za rajnega, ki je užival Kristusovo telo, kruh večnega življenja, obudi ga Gospod poslednji dan. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za rajnega, ki je v cerkvi opravljal duhovniško službo, podeli mu Gospod, da bo deležen večnega bogoslužja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za duše naših rajnih bratov in sester, sorodnikov in dobrotnikov, podeli jim Gospod za njihov trud plačilo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse, ki so zaspali v upanju na vstajenje, sprejmi jih dobrotno Gospod ključi svoje slave. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse naše brate in sestre, ki so se verno in pobožno tukaj zbrali, zberi nas vse, Gospod, v svojo slavno kraljestvo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, naj molitev vseh nas koristi duši tvojega služabnika, patra Cerarja in tudi vseh naših rajnih, ki jim nadelaš večnega odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi to daritev za rajnega brata Franca, zupaj tvoje usmiljenje, povabi ga družbo svetnikov, ki vekomaj slavijo tvoje veličastvo, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In z tvojim duhom. Višku srca. In na tvojih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem nam je zasijalo upanje blaženega vstajenja, res nas žalosti usoda smrti, toda tolaži nas obljuba prihodne nesmrtnosti. Tvojim vernim Gospod se življenje spremeni, ne pa uniči, ko smrt razpade dom bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesi. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih sveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolni ljubezni skupaj z našim papežem, Frančiškom, našim apostolskim administratorjem Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata, patra Franca Cerarja, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, slava, čast in slava, na vse veke vekov. Ko se ob pokojnem patru dotikamo skrivnosti smrti in življenja, je za nas vse blago reči Oče naš, ki si v nebesih. Ne neizbežna usoda ali nujnost, ampak Oče naš, ki si v nebesih. V blagru vere, ki nas povezuje tudi s pokojnimi, zmolimo to Jezusovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgove, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi omirjeno vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodo mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Spoštovani, zbrali smo se zato, ker smo bili deležni družbe patra Cerarja, vsak na svoj način, in smo tega Božjega moža globoko spoštovali. In danes smo se zbrali zato, da proslavimo njegovo zmago. Kakor apostol Pavel lahko reče, pater Cerar Franc,
Svoj tek sem dokončal, vero ohranil, od sedaj naprej mi je pripravljena korona. Da bi tudi mi na tej naši poti vztrajali kakor on do konca in bili kot Božji možje in žene, tisti, ki uresničujemo evangelij, kakor pater Cerar, še posebej danes, ko kristjani po svetu trpijo in nimajo miru, nimajo osnovne pravice biti kristjani. Kakor pater Cerar, s ponujeno roko in blagoslovom v srcu drug drugemu podelimo mir. Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veren, da greš meni, ampak reci besedo in zdravlja moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molimo. Dobri Oče, nahrani si nas nebeškimi darovi, polni zaupanja te prosimo za našega rajnega sobrata Franca, ki ga sprejmi večno svobodo Božjih otrok, zaradi trpljenja in stajenja Tvojega Sina, ki s Teboj živi in kraljuje vekoma. Sledijo poslovilni govori, nato poslednje priporočanje in slovo in potem pogreb ob 2:15 izpred vežice na pokopališču. 3:15. Bogu hvala za našega patra Franceta Cerarja. Hvala za njegovo bogato življenje. Hvala za vse, kar je dobrega storil sobratom, vernikom in ljudem dobre volje. Veliko plemenitega se je nabralo v 92 letih. In vse je bilo skrbno zapisano v knjigo življenja. Naj mu bo Gospod bogat plačnik. Tudi vam hvala za vse pozornosti in podporo, ki ste mu jo izkazali v njegovem življenju. Drage sestre, dragi bratje, še posebno hvala za obiske, spodbude in molitev, ko je bil bolan. Zahvaljujemo se njegovim zdravnikom in osebju UKC Maribor. Hvala tudi pogrebnemu podjetju Maribor za opravljene storitve o poslednjem slovesu. Hvala za vašo navzočnost pri mašni daritvi, ki smo jo obhajali za patra Franceta Cerarja. Z nami so tudi njegovi sorodniki in rojaki iz Črnomaljske župnije. Hvala vsem duhovnikom in redovnikom za darovano sveto mašo, ministrantom in bogoslovcem za strežbo in asistenco. Hvala pevcem župnije Svete Magdalene. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali ali sodelovali pri mašni zadušnici. Še posebno hvala celjskemu škofu, monsinjorju dr. Stanislavu Lipušku, administratorju Mariborske nadškofije za vodenje liturgije, nagovor in pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste darovali za svete maše, hvala vsem govornikom, ki boste povedali veliko spodbudnega o patru Francetu. Po sveti maši se zberemo na Pobreškem pokopališču, kjer bomo pri Mrliški vežici začeli oziroma nadaljevali pogrebni obred ob 15:15. Duhovniki se zberemo pri Rumeni cerkvici na Pobreškem pokopališču. Po pogrebu ste vsi prisrčno vabljeni na srečanje in agape, ki bo v dvorani pod to cerkvijo, torej vsi lepo povabljeni. To bo priložnost, da si bomo podelili lepe spomine na patra Cerarja. Iskrena hvala pobreškemu župniku Stanku Prazniku, ki nam je dal na razpolago cerkev in druge prostore. Ob koncu izrekamo jezuiti iskreno sožalje bratu Tonetu in Stanetu, našega pokojnega sobrata Franca.
Sožalje tudi vsem drugim sorodnikom, znancem in prijateljem, ki vam je bil pater Franc Cerar pri srcu. 7. dan za pokojnega patra Franca bo naslednjo sredo 20. avgusta ob 18.30 pri sveti Magdaleni. Spoštovani gospod Škof, spoštovani duhovniki, redovniki in redovnice in vsi, ki smo danes tukaj zbrani v tej cerkvi. Dovolite mi, da na kratko obnovim življenjepis patra Franca Cerarja. Potem še bom dodal nekaj osebnih misli. Pater Franc Cerar se je rodil 22. januarja 1922 v Dolničah, Črnomelj, v družini s 7 otroci. Imel je strica duhovnika, ki je pripomogel, da so starši Franceta dali v šole. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, maturiral v Novem mestu poleti leta 1943. Spodbudo naj vstopi k jezuitom je začutil, ko je bral o jezuitih v neki knjigi, tako sam pravi. Prijavil se je in bil sprejet. Zaprosil je za vizo in potni list za Hrvaško, kjer je bil jezuitski noviciat. Preden je bila prošnja rešena, je septembra 1943 Italija kapitulirala. Oblast so prevzeli partizani. Takoj so razglasili mobilizacijo vseh sposobnih moških. Tako je Franc namesto jezuitskega novinca postal vojak partizan. Bojeval je boj s komunisti, ki so ga hoteli pridobiti za svojo kulturo, da jim ni uspelo, pripisuje vsakdanji molitvi rožnega venca. Po končani vojni je začel na svečnico leta 1946 noviciat v Zagrebu. Tam je končal filozofijo in teologijo ter bil 30.7.1955 posvečen v Mašnika. Tretjo probacijo, zadnjo stopnjo formacije, je opravil leto pozneje v Dubrovniku, izrekel zadnje zaobljube in bil poslan za 1 leto v Maribor za kaplana v župniji Brezije. Potem je postal ljudski misijonar. V tistih letih se je pripravljala samostojnost slovenskih jezuitov, katere glavni pobudnik je bil pater Miha Žužek. Pater Franc Cerar je bil pri tem njegov najtesnejši sodelavec. Bog je prizadevanje blagoslovil. Leta 1963 je bil postavljen distrikt, 6 let pozneje pa viceprovinca. V Mariboru je bilo osnovano malo semenišče, kjer je bil pater Franc nekaj let prefekt. Od leta 1978 do 1992 je bil župnik pri sveti Magdaleni v Mariboru. Od takrat naprej je nadaljeval z ljudskimi misijoni, vodenjem duhovnih vaj, duhovnim vodstvom in duhovno pomočjo po župnijah. Bil je tudi več let predstojnik skupnosti v Mariboru. Bog je patra Franca Cerarja obdaroval tudi z veseljem do glasbe in petja, izdal je 2 poljubna priročnika z naslovom Za pojmo bratje, ki sta doživela več ponatisov. Pater Franc Cerar je tudi rad pisal, razlagal je evangeljske odlomke v družini in naknadno izdal knjigo Evangelij na prepihu. Leta 1988 je izdal knjigo z naslovom Partizan nekoliko drugače. Zatem še knjigo Beseda da besedo. Leta 1997 pa knjigo Iz dežele v deželo, kjer razlaga duhovne vaje po smernicah svetega Ignacija. Leta 2002 je založba Dravlje izdala njegov priročnik z naslovom Kdo so jezuiti. Ob Zlati maši je družina natisnila njegovo knjigo Od partizana do zlatomašnika.
10 let je bil tudi urednik provincijskega glasila, slovenski jezuiti in še bi lahko našteval. En utrip iz oporoke, ki jo je napisal že pred leti in ki se mi zdi zanimiv, da ga delim z vami, v katerem pravi in govori o odpuščanju. Ne zavedam se, da bi mi kdo zavestno in hote storil kdaj kaj hudega. Zato v tem pogledu nimam kaj odpustiti. Manjše zamire, do katerih med ljudmi prihaja, sem sproti odpuščal in se trudil preraščati jih. Vse, ki so se čutili od mene prizadete ali užaljene, ali sem jim posvečal premalo pozornosti, prosim odpuščanja. Zavedam se, da sem po naravi trdega značaja, vzel sem ga nase kot križ in ga nosil. Ne zavedam pa se, da bi namerno komu želel ali storil kaj hudega ali slabega. Vsem, ki so mi v življenju kaj dobrega storili, se iskreno zahvaljujem in prosim Gospoda, naj jim mobilno povrne. Še nekaj osebnih misli. Pred 2 tednoma sem se srečal s patrom Cerarjem, Francem Cerarjem, kot novo postavljeni provincial. Sem opravil svojo prvo vizitacijo, prvi obisk prav v Mariboru in obiskal patra Franca Cerarja. Sporočeno mi je bilo, predstojnik, pater Ivan Hočevar, mi je sporočil, da mu zdravje peša. Vesel je bil tega obiska. Ko sva ostala sama v sobi, je začel recitirati pesem Toneta Pavčka. Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Takoj sem začutil, da mi hoče povedati, da se je vse življenje trudil biti sonce, ki odganja sence. Potem mi je omenil Psalm 139. Težko je govoril, težko je izražal besede. In mi je rekel, zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti. Dodal je, dragi Ivan, Bog mi je dal lepo otroštvo, lepo mladost in tudi ostala obdobja so bila lepa, duhovništvo, misijoni in tako dalje. Dragi Ivan, vse to sem z veseljem polizal, ker je bilo sladko. Sedaj pa nisem lačen in vendar Gospod želi, da tudi to zadnje obdobje življenja zaužijem. Nekaj časa sva bila v tišini, ker sam nisem vedel, priznam osebno, kaj bi rekel. Tudi meni so besede zmanjkale. Pater Franc je težko dihal in govoril, utrujen je bil. Na koncu je sam nadaljeval. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Potem sem skupaj z njim molil. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi le svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. Po tej molitvi sem ga prosil še za blagoslov in odšel sem z veselim srcem na pot nove službe.
spoštovani pater Cerar. Ko se poslavljam od vas v imenu župnije Sveta Magdalena, ne morem mimo prvega srečanja z vami veliko let nazaj, ko so župnijo Device Marije v Brezju pri Mariboru tudi opravljali jezuiti. Tja sem hodila k verouku, saj še takrat ni bilo cerkve na Teznu, kjer smo stanovali. Prišli ste kot mlad kaplan. Otroci, pa tudi odrasli smo vas takoj vzljubili, saj ste prinesli v župnijo veliko veselja in pesmi, ki ste jih spremljali na kitari. Nismo se jih učili le pri verouku, ampak velikokrat tudi pred sveto mašo. Prišla so leta odraščanja, poroka in selitev na Tabor, kjer je naša mlada družina prišla zopet pod okrilje jezuitov in takratnega župnika patra Cerarja. Kakšno veselje! Tudi moje otroke bo spremljal pater Cerar, seveda o pomoči sodelavcev. Vaša prijaznost, veselost, sposobnost sodelovanja in sprejemanja tako otrok kot mladih in starejših je bila magnet, ki je pritegnil. Bog, ki nas je prvi ljubil, je vedel, koga mora poklicati za oznanjevalca evangelija, veselega oznanila, da bi tudi mi vzljubili Boga, in ob vašem oznanjevanju smo ga. Znali ste prisluhniti mladim, njihovim željam in nastale so glasbene skupine, ki so zavzeto sodelovali pri sveti maši, vsak teden druga. In ko so se mladi združili v pevski zbor, je donela hvalnica Bogu z vso gorečnostjo mladih src. Tudi odrasli mešani pevski zbor, ki je pel in še poje pri jutranjih mašah in ob praznikih, je bil številčen. Seveda pa vse ne gre, kot rečemo, po maslu. Tako ste tudi vi trčili v probleme in preizkušnje, ki pa ste jih, kleči pred tabernakljem, z njegovo pomočjo pogumno premagovali, še prav posebej, ko se je prenavljala cerkev, ko se je gradil blok in tako naprej. Seveda pa ne morem mimo vseh skupin, ki so delovale in še delujejo pri sveti Magdaleni, pa vašega poučevanja različnih obdobij cerkvenega leta in praznikov, tudi ob tem času. Ob vsem tem pa ste svoje misli, besede, razlage uspeli zapisati, objavljati v družini, dnevnem časopisu, za širše občestvo. Spomnimo se le kratkih razlag bogoslužnih beril in evangelijev v dokaj obširni knjigi Beseda da besedo. Dragi pater Cerar, iskrena in prisrčna hvala za vse dobro, kar ste naredili v naši župniji in kot ljudski misionar po vsej Sloveniji. Zdaj se veselite v nebeškem bivališču, ki ga je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. V svojem življenju sem se srečal z številnimi duhovniki in ljudmi, ki so živeli duhovnost, in moram reči, da je bil pater Cerar najbolj življenjski in najsvetlejši vzor, kar sem ga poznal. Zato mi dovolite, da se v osebnem imenu, v imenu mladine magdalenske in tudi v imenu pevskega zbora zahvalim oziroma posvetim patru Cerarju nekaj besed ob tem zadnjem slovesu. Kot kaplan pri sveti Magdaleni ste že leta 1969 začutili potrebo po ustanovitvi pevskega zbora in od takrat naprej ta zbor redno deluje pri svetih mašah. V 45 letih delovanja zbora ste bili vse skozi duša tega zbora, ki nas je povezovala, in ne samo, da ste bili odličen pevec, duhovni vodja in človek, okoli katerega smo se radi zbirali, bili ste tudi svetu zgled za vse nas.
Lahko bi rekli, da ste bili kot vodilni ton v glasbeni harmoniji ali v sozvočju življenja. Pater Cerar, imeli ste popoln posluh, ne samo za glasbo, temveč tudi za življenje. Znali ste se oglasiti z drugimi, seveda tu in tam povzdigniti svoj glas, svoj žlahtni glas, kdaj pokomentirati delo zborovodja, pravzaprav je bilo dovolj, če ste samo skomignili pomenljivo z glavo, ali pa se občuteno zliti z vsemi ostalimi. Vedno ste znali prisluhniti drugim in iskati nove poti. Izdali ste pesmerice, spodbudili mladinsko petje ne samo pri Sveti Magdaleni, temveč v širšem prostoru. In ne boste verjeli, pater Cerar, ki je tako rad prepeval, mi je nekoč rekel, ko smo začeli pri Magdaleni uvajati maše ob tihi instrumentalni glasbi, ljudje imajo radi tišino. Nekdo, ki je tako velik, da zna prisluhniti vsem ostalim in da to širino neskončno deli z drugimi. Bili ste večno polni optimizma in upanja in res bili ste kot vodilni ton akorda, ki razveže še tako disonančni akord. Sedaj, ko se poslavljamo, se vam iskreno zahvaljujemo za vse, kar ste nam dali in hvala Bogu, da smo vas imeli. Človeka, ki je tako dosledno, z zgledom, življenjem, petjem, uresničeval bistvo evangelija. Počivajte v miru in veselo prepevajte v nebesih Bogu v čast na vekomaj. In ne dvomimo, da bo z vami in za vašo črno ali kakšno drugo kitaro tam zgoraj še bolj živahno. Spoštovani in dragi pater Franc Cerar, vaše roke je posvetil Gospod, da so blagoslavljale, tolažile, nam otirale solze in odpuščale naše grehe. Bili ste dober delavec na Gospodovi njivi, živeli bogato življenje v slovenskem Gospodovem vinogradu. In danes, ob slovesu, smo se tudi iz župnije Črnomelj, še posebej iz rodnih Doblič, prišli Gospodu zahvaliti za vse vaše darove, s katerimi ste nas kot duhovnik bogatili. Z navdušenjem smo vas spremljali kot zelo dobrega pridigarja, duhovnega učitelja in ljudskega misionarja. Z veseljem prebirali vaše knjige, knjižice, pesmarice, brošure in članke. Od vas smo se učili biti pokončni in preudarni Belokranjci. Z ljubeznijo ste prihajali vsaj enkrat na leto domov v Belo krajino, v rojstni kraj, kjer ste se radi družili s svojimi sorodniki in sovaščani. Podružni cerkvici Janeza Evangelista v Dobličah pa maševali. Svojim prepričljivim in odločnim glasom iz oltarja ste nas poučevali in na svojo lepo besedo, vedrino in vzgledom vedno znova duhovno dvigali in razveseljevali. Hvala vam za to. Danes ob vašem odhodu v nebeško kraljestvo v imenu župnije Črnomelj in rodnih Doblič izrekam iskreno sožalje bratoma, sorodnikom in patrom jezuitom. Z vso hvaležnostjo vas bomo pogrešali, dragi žagarjev France, spoštovani pater Cerar, nad vse cenjeni dušni pastir. Trdno verjamemo, da boste naš zvesti priprošnik pri Bogu. Spoštovani vsi zbrani, lepo se vam zahvaljujem, ker ste si vzeli trenutek časa in se prišli posloviti od mojega brata, vašega sobrata Franca Cerarja. Saj se ne poslavljamo
predajamo ga Bogu. Se je celo življenje posvetil Bogu v čast. Zato ga samo predajamo, zdaj je prišel malo bližje. Žal, mi se ne bomo več videvali z očmi, v mislih pa bo še vedno med nami. Naj izrečem par besed, če dovolite, kako sem jaz mojega brata spoznal kot otrok. 10. sem bil v družini, 11 otrok je bilo v Cerarjevi družini. In ko sem se jaz rodil leta 1934, je brat France odšel v šole v Ljubljano. In potem v kakšnih počitnicah je prišel za kakšen dan, ko smo odraščali z mlajšim bratcem, pa je prišel en visoki fant k nam, kmečka hiša, majhna, rad se je z nami igral, mlajši bratec je bil še manjši seveda in nas je dvigoval do stropa, to je bilo veselje, to je bila igrača, nasmeh. Tega fanta nikjer ni, kje pa je? Zopet čez kakšno leto je prišel za dan, dva, lepo smo se igrali, veselje pri hiši, pa zopet ga ni. Potem sem pa enkrat vprašal sestro, kdo pa je ta fant, ki k nam pride za par dni, lepo se igra, pa ga ni, od nikoder. Ja, Stane, pa to je tvoj brat France, ki bo nekdaj duhovnik. Ja, začudeno sem rekel, a bo to mogoče, a je to res? In seveda bilo je. No, potem pa zopet je prišla vojska, je nekje bil ta fant, ta prvo v internaciji, potem v partizanih, potem od 55. leta pa naprej v Mariboru, tako da smo se malo videvali. A kadar je prišlo do srečanja, je bilo to sreča, veselje. In zadnjič, ko sva bila z bratom na obisk, enkrat v maju, enkrat v juniju, in je bilo srečanje zanimivo, vendar rahlo žalostno, kajti opazili smo, da brat naš peša. In tako je bilo slovo zadnje, da smo se zvideli iz oči v oči, ampak kadar smo se poslavljali, kdaj se zopet vidimo, takrat bomo srečni in veseli. Danes se pa poslavljamo za večno, tukaj se ne bomo več videvali, upam pa, da se malo višje. Hvala vam vsem, ki ste se vzeli trenutek časa, tudi vam, gospod Škof. In pospremimo ga tam, kam si je najbolj želel, v sveto nebo. Bratje in sestre, zupno smo molili za našega brata Franca. Sedaj se od njega poslovimo. Ne moremo se izogniti žalosti v odločitvi, vendar nas poživlja tolažba upanja. Spet bomo okušali srečanje in prijateljstvo z njim. Kakor se sedaj tukaj v cerkvi od njega poslavljamo, tako nas poživlja tolažba in upanje, da se bomo spet srečali z njim v nebeški domovini. Bog naš Oče, to je služabnik, pater France, se je z veseljem odzval tvojemu vabilu in žarom krepostnega redovnega življenja pričeval za Kristusa. Zahvaljujemo se ti za vse milosti in darove, s katerimi si ga obdaril in ti vzklikamo: hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo redovniško življenje, s katerim je služil Kristusu in cerkvi. Hvala ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangeljske svete oboštva, čistosti in pokorščine in nam bil zgled Kristusovega učenca. Hvala ti, Gospod. Za njegovo redovniško življenje, s katerim je služil Kristusu in cerkvi. Hvala ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangeljske svete oboštva, čistosti in pokorščine. Hvala ti, Gospod.
za njegovo bratsko ljubezen, s katero si je prizadeval za mir v skupnosti in nas bogatil. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove molitve in trpljenje, ki ga je daroval za nove duhovne poklice. Hvala ti, Gospod. Pridite na pomoč, svetniki Božji. Pridite naproti angeli Gospodovi. Sprejmite njegovo dušo, ne skjerujte obliče najbližjega. Naj presvene Kristus, ki te je poklical. Predobri oče, priporočamo ti rajnega patra Franca v temnem upanju, da bo za vsemi, ki so Kristusu umrli, vstal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi se ga v tem življenju obdaril. Usliši naše prošnje in mu odpri rajska vrata, nas potolaži z upanjem vere po Kristusu našem Gospodu. Amen. Pojdimo v Kristusovem miru in pokojnega patra Franca pospremimo k večnemu počitku.